Delovni dan naših dijakov se seveda začne z veselim prihodom v šolo. No, ali pač privozom, če hočete. Vsak dan jih namreč pripeljejo avtobusi prav do šole. Nekatere v Ivančno Gorico tudi vlak. Drugi, ki stanujejo blizu, pridejo peš. Za varen in hiter prihod v šolo je res dobro poskrbljeno. Tako se je danes pripeljal tudi naš dijak Nejc. Ja, 9-letka. Kje je že to? Kar dobro je bilo. Zdaj pa akcija. Gremo naprej. V srednji šoli je še boljš. Valjda. Ti pa nikoli nič ne rečeš, ne? Kaj nek si lahko misli takale veličina? Me prav zanima. Kot da nekaj čaka. Nas? Da postanemo umetniki, novinarji, pravniki, zdravniki, učitelji, borzni mešetarji, eksperti za recesije ali pa, kot on, mojstri pisarije. Mislim, da je zaenkrat lahko kar zadovoljen z nami. Vzdušje na naši šoli je prijetno, odnosi med dijaki in učitelji sproščeni. In čeprav so dijaki živahni, kar je pravzaprav lepo videti, nimamo problemov z redom. Zato posebne varnostne službe šola res ne potrebuje. Vsak dijak ima pri nas svojo garderobno omarico. Na hodnikih in jedilnici pa imajo dijaki dovolj prostora, da postojijo, posedijo, se pogovorijo in še kaj. Veš, da matematika odpade? Brez veze, ki jih danes kom nalogo. Ajde, peva. No, vidite, to je tisti, na primer, še kaj. Nekateri najdejo celo čas za zaljubljenost. Končno, težko pričakovan pouk. Tokrat bomo delali v skupinah, kar je menda bolj zanimivo. Profesorca, sem rodil se s vodje naše skupine. Želite? Dobar dan, tole prosim enkrat. A samo tole? Samo tole. Sam, da niso klovni? Ne, niso. In če dijak, kot naš neskromni vodja, pozabi pisati, sledi kopiranje pri Petru. Zastonj, le če nimate preveč. Pri informatiki lahko občudujemo hitrost zamenjave slike na zaslonu ob prihodu učitelja, ki jo prav vsi dijaki najprej obvladajo. Boj za lažje preživetje pri pouku je lahko velik motiv za osvajanje znanja računalništva. Dan. Vidim, da pridno delate. Excel, Word, vse ponavljate, sem ta pravi. In že smo pri drugem, najbolj priljubljenem predmetu, športni vzgoji. Fino, najprej se malo avtomo igramo, goli podaje, vse dobro. Bomo se tudi slabo ratajo. Pa je kar nekaj. Če daš se pozoriš, malo adrenalina. Hvala, super postavljamo. Hvala, dobro. So tudi vas vzeli v ekipo? Samo radi igrajo z moj, ker so ga podobno skupaj, tako da smo zadovoljni vsi skupaj. Vas dijaki kaj vrstajo? Niti ne. Za šport nekaj, tako da. In se jih da v takem žaru kaj naučiti? Ja, tudi se da. Predvsem jih je lažje naučiti, ki sam igraš zraven, je lažje poslušati. Kako pa kaj z drugimi modernimi športi? Naprimer, bowling, surfanje, golf? Ja, no še to moram poudariti, pri nogometu smo na državnem nivoju izredno uspešni.
Drugi športi pa, mislim, zdaj nimam časa, izgubljamo za en gol, se pričujem. Hvala za obisk, nasvidenje. Včasih pa se radi tudi zavrtimo in s plesom preženemo vsakdanje skrbi. Se pravi, levi obrat, desno nazaj ali obratno? Čak. A je to sploh logično? No, ni važno. Sem važen, da bomo uživali, ko bomo v dvoje. Ko mi čakam tango. Naši dijaki preizkušajo in izpopolnjujejo tudi svoje likovne veščine. Povsod pa spet ne morem biti genij. In zdaj, najbolj priljubljen predmet oziroma del dneva, malica, iz naše lastne kuhinje, iz katere pride veliko dobrot, koristnih za možgane in mišice, ter zdravih in sladkih za želodec. Resno so pa dobri te na makarončki. Super, ampak čistitve pa ni. Pa kuhate so prijazne, zmerda repetesi že imajo. Ampak če pa še za poplakom zubo bil, pa še vse lavira, kim kanče mi reki. Ampak, dragi moji, zobke je pa treba umivati. Gor pa dol pa dol pa gor. Ne pa levo, desno. Če pa krtačka počiva, pa črvički usekajo. A seveda, potem pa v naših črnih luknjah posijejo zvezdice, zvezde, supernove. Preventiva, dragi moji, ne pa kurativa. Smo se že zdavnaj izmenili. Seveda pa kdaj zaidemo v knjižnico. Po knjige, na internet, ali se zabavamo z lažjo ali težjo miselno telovadbo. Tako se zdrav duh v našem zdravem okolju lahko izkaže na različne načine. V idilični okolici na robu gozda se bo naša zimska pravljica s srečnim koncem vsako leto vedno znova odvijala. Tja do konca šolanja in naprej.